Pozdravljeni ponovno na Ringelspielu, danes s prav posebnim gostom, vztrajnostnim pohodnikom Luko Zevnikom iz Slivnice, ki navduhuje s svojimi neverjetnimi podvigi. Luka, lepo pozdravljen. Ringelspiel. Zavrtite se z Jasmino Cehnar v večerovem podkastu. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Najprej ste prehodili španski Camino, nato pa dali višjo prestavo in kot tretji Slovenec prehodili še 3500 km dolgo in izjemno zahtevno Apalaško pot, ki se vije na vzhodu ZDA. Nedavno pa ste skoraj 5 mesecev hodili še po pacifiški pešpoti, torej vse od meje ZDA z Mehiko pa tja gor do Kanade. Seveda v divjini in z mnogimi preizkušnjami, tako fizičnimi kot psihičnimi. To pot po nekaterih ocenah prehodi samo 14% tistih, ki se je lotijo. Vi ste na koncu pacifiške poti zapisali, da je tekel švic, kri in solze in da ste zlomljeni na pol. Seveda to je zelo fizično naporna pot, pa vendarle, kaj vas je tako pretreslo, ker po drugih poteh ste bili vseeno malo bolj evforični, se mi zdi. Ja, na drugih poteh ni bilo toliko samote, koliko je bilo na tej. Jaz sem bil na tej poti, sem zračunal nekje 12 tednov sam, kar pomeni 3 mesece. In ja, to te kar, ko si sploh tak družaben človek, pa taki veseljak, te kar malo prizadane, da si sam cele dneve, da se zbujaš sam, ni tega smeha, pač zabave in ja, ta samota te najbolj prizadane, kako bi rekel, zlomi na pol, točno tako, ja. Ste se potem, na kak način vas je to prizadelo? Ste rabili, da se sestavite, skratka? Ja, sigurno, rabil sem zdaj, upam si reči, da kak mesec, da sem prišel k sebi, bil sem večino časa doma, tudi telefon sem dal na stran. Nisem sploh hotel videti dobenga, pa nič, kar je glih nasprotno od Apalaške poti, ko sem prišel nazaj, sem bil zelo vesel ljudi, ampak ta samota pa me je tako zdelala na tej zadnji poti, da sem še vseeno hotel ostati sam, tako da niti sam ne razumem tega, kaj se je zgodilo točno, ampak ja, zdaj sem nazaj, to je važno, tako bom rekel. Zdaj tudi v fizičnem smislu je takšna maratonska hoja po 30-40 km na dan, gotovo nekako terja svoj davek, ne? Sigurno, ja, pač ti vsakodnevno hodiš, vse telo se po določenem času navadi tega, ti rabiš kaki mesec pa pol, da dobiš te trail legs, se temu reče, in ko dobiš to, takrat več ni ovir, ti lahko hodiš vsak dan, telo se ti v teh 6-7 urah spanja dovolj regenerira, da ti lahko nadaljuješ pol vsak dan isto. Ti lahko pol hodiš, 40 km vsak dan, pa noge več ne bolijo, lahko je gor, hrib, vzpon, ni problema, ti samo greš. Pač res pa je, da je teh prvi mesec pa pol, pa je težko, ne. Ta prvi mesec pa pol pa švicaš, kleješ, ja, pač naporno, sigurno. Pa tudi verjetno kakšne poškodbe se pojavijo? Poškodbe so del poti, sigurno, na začetku malo več, potem na sredini bi rekel, da ni več tako hudo. Potem na koncu se pa začnejo pojavljati, ja, največkrat je, da poškodba stopal, mišic, tudi kaka kost zna počiti, pač na Apalaški poti, na primer, prehodi celotno pot nekje 5-10%, bi jaz rekel, ravno zaradi teh poškodb in dostikrat sem tudi slišal, na primer, helikopter, da so prišli koga reševati, tudi sam sem grobo padel in pač ja, ni lahko, moraš si res želeti, da to osvojiš, da greš do konca, ker bolečina si od prvega dneva dalje in ja, moraš biti pripravljen na to. Zdaj midva sva se za ta najin pogovor kar dolgo dogovarjala, ker je vas nekako non-stop pestila neka bolezen, neke bolečine. Se vam zdi, da je zdaj vse ti napori, da so prišli nekako za vami? Ja, jaz bi rekel, da je vse prišlo zadaj, zaradi tega, ker jaz sem že kupljeno letalsko karto, meni se je na koncu zelo mudilo. Tako sem rekel, jaz sem delal 40 km na dan, zadnjih, 15 dni, zadnje 3 dni sem naredil 50-ke. To je od sončnega vzhoda pa še do 3 vjutro, to samo hodiš in jaz bi rekel, da telo je bilo tako pripravljeno, tako sem bil fizično pripravljen, da
da se tam nisem zlomil. Ko sem pa prišel nazaj, pa se je telo umirilo, začel sem spet normalno jesti, normalno piti, tudi malo sem se umiral in je prišlo zadaj. Ja. Tudi zdaj sem se nazaj, hvala Bogu, zredil, pač ko sem prišel domov, sem imel 17 kg pa pol manj, pa načeloma mi telesna masa sploh ne niha, kilogram gor, kilogram dol, to je to. Tako da, ja, ni bilo lahko, ne. Kaj pa, če bi se vse to, mislim, imeli ste vročino, modrostni zob vas je bolel, kaj če bi se to vse zgodilo na poti, tam sredi divjine? Modrostni zob se je ravno zgodil na poti in sicer na 3800 metrih v gorovju Sierra Nevada. In ni mi bilo jasno, pač jaz še imam vse modrostne zobe, imam mogoče z njimi probleme enkrat na mesec in to je to, ampak tam je pa prišlo tako daleč, da ko sem imel ta Garminov SOS, sem že bil blizu, da bi ga stisnil. Zaradi tega, ker je bila res bolečina taka, ko še v življenju nisem. Pač šel sem čez bolečine v življenju, ampak kaj tajega še ne. Tako da takrat je bil res problem. Nisem se zavedal sploh, zakaj se gre, nisem vedel, da višinska bolezen te lahko ravno prizadane na modrostne zobe in ja, to je bilo tam. Tukaj doma pa ja, vročina, isto izguba apetita, 40 stopinj sem imel vročine, 5 dni zapored, tako da so se mi možgani kuhali. Na določeni točki več nisem znal oceniti globine pa dolžine, ko sem se vstal s postelje 3-krat, 4-krat na dan pod ledeni tuš, tako da ja, pač nikoli še nisem kaj tajega doživel, tako bom rekel. Ja. Ko ste omenili, da ste bili pred tem, da ta SOS gumb stisnete, v bistvu zakaj ga potem niste? Nisem ga ravno zaradi tega, ker jaz imam v glavi nekako tak, da lahko ima nekdo hujšo poškodbo kot jaz, pač modrostno zob je, za zob se gre. Ne gre za zlom noge, ne gre za krvavitve, ne gre nič. Jaz sem taki, da če res ni nekaj fejst narobe, ne rabim pomoči od drugih, oziroma ne želim in lahko bi v tem primeru, ko je mene zob bolel, ko bi stisnil in bi po mene prišel helikopter, lahko bi nekdo rabo res boljšo, no mislim da bi se huje poškodoval in bi rabo večjo pomoč kot jaz. Jaz si ne predstavljam, da sem reševalec, pa naprimer pridem s helikopterom nekam ali pa pležem mogoče celo 4 ure na to goro, 3800 metrov je vseeno višina, da pležem gor 4 ure in pol najdem tega poškodovanca in ga vprašam, kaj narobe z njim in on mene reče, modrostni zob me boli. Ne, tako da. Čeprav so bile bolečine neznosne, Čeprav so bile bolečine neznosne, še kaj tega v življenju nisem doživel, ampak ja, pač sem stisnil, zaspal, neke protibolečinske sem pojedel. Potem sem si pa tako naredil, ker na tem gorovju je ogromno takih malih jezer in tega in sem šel po to res mrzlo vodo in sem dal v filter in jaz sem imel ta gravitacijski filter, tako da sem si ga dal na vrh šotora in po tem kablu sem si nastavil, da mi je cankala ledena voda po zobu, da mi je ga dejansko umrtvičilo in da ta bolečina izginila, ja. Ja, na taki poti moraš biti verjetno kar iznajdljiv, ne, ko si Iznajdljiv, prepuščen sigurno, ja. sam sebi. To te lahko preseneti vsak dan nekaj, tako da moraš biti pripravljen, da vsak dan se bo nekaj zgodilo, sigurno, tako da moraš biti pripravljen na to, sigurno. Ampak na koncu vseeno pa ste pristali v bolnici, ne? Ja, na koncu sem pristal, oziroma na sredini, po 2 mesecih sem pristal v bolnici zaradi zajedavca. In sicer dobil sem giarditis. Ta zajedalec se nahaja v črevesju in zgubiš apetit, moraš iti na WC po 10-krat na dan, kar pomeni tudi telesna teža zgubljaš, tako da teh 17 kg pa pol sem zgubil že po 2 mesecih pa pol, oziroma 2 mesecih pa pol. Tako da sem mogel iti v bolnico in ko sem jaz slekel majico, ko so oni meni videli vse rebra, tudi zelo dobro se vidi, ko toliko kilaže zgubiš te 2 kosti, temu pol pravijo oblika lobanje, ker se ti dejansko obraz spremeni tako v lobanjo in ja, takrat so mi rekli, da če še nadaljujem, sem konkretno nor. Da vseeno moram si vzeti prosto, jaz sem rekel, par dni si lahko vzamem, kaj več pa ne, tako da so mi dali 2 litra infuzije, tam sem ostal 6 ur, dobil antibiotike in čez 2 dni nazaj na pot. In je bilo vse okej? Vse okej. Pač počasi se, no, ni bilo zdaj vse okej, vse se je počasi začelo pol
nazaj spravljati v normalno stanje, dobil sem počasi apetit, tudi videl sem, da se mi kilaža počasi začenja vračati, črevesne težave ni bilo več, krčev, tako da ja, potem se je vse skupaj porihtalo. Ampak težave so bile pa že pred odhodom, ne? Ko ste imeli operacijo kolena in so vam odstranili polovico meniskasa, vi ste si res želeli na to pot, ne? Ja, za tako pot, ko se odločiš, da greš na tako pot, si jo moraš res želeti, ker na taki poti greš čez najhujše stvari, kaj si jih doživel, čez najlepše stvari, tako da moraš biti 100% prepričan, da si res želiš to pot končati. Ker tako ste rekel, pridejo poškodbe, ti si v bolečini od dneva številka 1 dalje in pridejo tudi težki časi, tako ste rekel, zdaj samota, ti se zbojaš sam si skozi in pač najlažje je reči, jaz grem domov, to ni mi uspelo. Vseeno pa jaz mislim, da ker smo mi še vseeno Balkanci, da ko ti zapraviš že neko vsoto denarja, kot je naprimer 5-6 tisoč evrov, pa ti priješ na polovico, ne moreš iti domov pa reči, da ti ni ratala. Da si denar stran vrgel. Ja, dejansko jaz bi si to vzel, kot da sem denar stran vrgel, če mi ne uspe do konca, tako da pač moraš stisniti in iti do konca. Ja. Zdaj na to vrstne dogodivščine mnogi gredo, da se najdejo, razčistijo svoje osebne stvari, travme. Vi pravite, da ste to storili že na Caminu. Ja, jaz sem to storil že na Caminu. Ja. In da ste na Apalaški poti v bistvu preizkusili svoje fizične zmogljivosti. S kakšno motivacijo pa ste to rešili na pacifiško pot? Je to že nek način življenja ali kako? Ja, pač ko se je Apalaška pot končala, prvi teden sigurno mi je pasalo biti doma, tako bi rekel. Pol pa počasi začneš to življenje pogrešati, pol ti se vrneš nazaj v normalno življenje, ti začneš delati, ampak pol počasi začneš pogrešati ta mir, to svobodo, ker ti si tam 100% svoboden, ti delaš tam karkoli želiš. Če ti želiš spati zraven jezera, spiš zraven jezera. Če ti želiš spati na 3800 metrov, ti spiš tam. Ti delaš, kaj ti je volja in nekje na sredini Apalaške poti so mi rekli, da je pacifiška dosti lepša kot Apalaška. Apalaška ji pravijo zeleni tunel res s tem razlogom, ker si 90% časa v gozdu. Ta pacifiška pa, ko sem jaz slišal, da greš prvo 1200 km čez puščavo, pol greš, ne vem, mimo 20 vulkanov, potem je nekaj gozdov, vse posod jezera, sem rekel, ja, zdaj še pa moram to prehoditi. Tako da, Zagotovo vas čas sprašujejo, zakaj se tako mučite, kaj vam je tega treba, kaj jim odgovorite? To je najtežje vprašanje, kaj ga dobim, zakaj se za to odločiš. Jaz vedno pravim, da pot te sama pokliče. Tebi nekaj v glavi noter reče, idi, to naredi in če to poslušaš, greš in vidiš pač, da je bila prava odločitev. Jaz še danes pravim, da Apalaška pot je bila ena najboljših odločitev v mojem življenju, kaj sem jih sprejel, da sem se odločil, da grem na to, ker mi je življenje spremenila čisto, pač drugače začneš gledati na svet, ceniti začneš stvari, katere prej nisi, so ti bile samoumevne. Tako da, ja. Mislim, jaz lahko rečem, da vas kar na nek način kar razumem, no, ker sama, ko sem bila v mlajših letih, sem tudi kakšen skok v neznano naredila, sicer na drugačen način, ampak tudi v tem potovalnem smislu. Pa nisem vedela, kaj iščem, ampak zdaj, ko razmišljam, je bil mogoče to občutek svobode, gre to pri vas za podobno stvar? Ja, sigurno, občutek svobode in pa ta mir. Pač življenje danes je tako naravnano, da je skozi se nekaj dogaja, skozi so klici, skozi SMS-i, skozi ljudje nekaj pričakujejo od tebe. Ko si pa ti tam v tej divjini, ti edino, kaj moraš preživeti. Ti imaš čisto vse, kaj imaš zraven, imaš v nahrbtniku in ti delaš, kar ti je volja. Zdaj, tako sem rekel, ti se ustaviš, kdaj se hočeš, ti ješ, kdaj hočeš, ti počneš, karkoli želiš. Tako da, jaz bi rekel, svoboda, mir, istočasno pa preizkušnja. Pa rekel bi še, da sem jaz kar taki adrenalinski odvisnik, tako da ta adrenalin me tudi pumpa, da grem jaz dalje. Tudi, ne vem, ljudje bi si mislili, ko vidiš medveda, saj zmrzneš pa vse, ampak meni je to fajn, da se nekaj dogaja, da je neka sprememba, da je neka nova zgodba, da imam neke spomine, da bom lahko otroku svojim otrokom pol razlagal, delil z ostalimi. Tako da,
Zdaj, kakšne nevarnosti pa so na vas prežale na pacifiški poti? Na pacifiški poti prvo, glede na to, da sem šel čez puščavo, bi rekel dehidracija, ni dosti vode, pač dosti krat, ko prideš do vode, ni najlepša, tako da, na primer, prišel sem do enega vodnjaka in je bilo noter vsaj 300 mrtvih gosenic, pač druga ni za piti okoli 20 km, tako da pač preprosto moraš to vodo vzeti, sfiltrirati in ko ima ta voda okus po zelenem čaju, je malo tak, ja, se spomniš, ne, na dom. Drugače pa ja, prvo dehidracija, kaj bi še rekel, potem kasneje mraz, v Washingtonu zadnji mesec je bolj ali manj vsak dan deževalo, zadnji teden 4 dni zapored snežilo, tako da ko jaz imel spalko do 2 stopinji, tako da me je kar nazeblo in ko se ti zbudiš sredi noči, na primer ob 3 zjutraj in imaš čisto vsa oblačila na sebi in tebe zebe, ti nimaš kaj za narediti. Tako da jaz sem si dosti krat ob 3 zjutraj ponavadi skuhal čaj, toliko da se mi je telo malo segrelo, da sem do 7 še lahko zaspal in kak prije sonce gor, potem začneš hoditi. Tako da mraz, dehidracija, živali, sigurno imaš klopotače, pač klopotača, če te vgrizne, nimaš kaj dosti časa, par ur. Potem imaš škorpijone, pajke, pume so na pacifiški poti zelo znane, tako da moraš tudi gledati, pač nam so rekli, da ko hodiš sam, da je fajn, da je na vsakih par minut malo nazaj pogledaš, ker puma je vseeno mačka, sledi ti, če napade od zadaj, zelo malo napadov je sicer pume, ampak bolj ali manj vsi ti napadi končajo tako, da človek umre. Isto se je zgodilo letos, preden sem štartal na to pot, je ravno v Kaliforniji umrl en fant, en najstnik, tako da ja, ti da malo misliti. Isto z medvedi moraš biti zelo pazljiv, pač moraš vedeti, kako odreagirati, ne smeš začeti paničariti, ker ta panika te lahko spravi ravno do tega, da te medved napade. A ste se kdaj resnično zbali za svoje življenje? Večkrat. Večkrat. In to je ravno ta adrenalin, o čem sem razlagal. Zdaj, prvič se je to zgodilo na Apalaški poti, ko sem stopil na klopotačo. In ta je vgriznila ravno pod mojo nogo. Potem na Mountain Washingtonu naju je ujela ledena nevihta, takrat je bilo 160 km/h veter, -15, če se ne motim. In smo imeli čez celo opremo led in takrat sem tudi že pomislil, da je to, da sem zaključil. Potem pa srečanje z medvedi, ko vidiš ti mamo medvedko z 2 malima, ko se ti, ne vem, na 10-15 metrov, si kar blizu, ne. Tako da, ja, to bi rekel, da je kar adrenalinsko. Zdaj pacifiške poti niste mogli prehoditi celotnih 4270 km zaradi požarov. Ja, res. Skrajšati ste bili primorani za 500 km. Zdaj, kako ste bili obveščeni, da je na delu poti požar in da tam res ne smete hoditi? Zdaj na vsaki tej poti imaš ti aplikacijo, na kjer je gor mapa in na tej mapi označujejo, če je pot zaprta. Se pa tudi pogovarjaš z ostalimi imajo tudi neke Američani sploh, na primer njihovi starši gledajo malo bolj na internetu, ker na tej poti ti nima signala. Jaz sem se znašel v dimu in sem 2 dni hodil čez dim, ob 8 zvečer je po meni začel padati pepel. Signala nisem imel, tako da nisem vedel, če je požar oddaljen, ne vem, 2 km ali 20. Tako da pač moraš samo iti dalje, če vidiš požar, se mu umakneš, res pa je, da požar se lahko širi tako hitro, da zna nastati problem. Videl sem 2 ali 3 požare, potem pa ja, mogel sem, tako ste rekli, preskočiti enih dobrih 500 km. Sigurno pa ni bil dober občutek, ker ti greš na to pot prehoditi celo. Od Mehike do Kanade in ko nekaj vmes, kako bi rekel, preskočiš, ja, ni več to. Pač, jaz od tega momenta, kako sem se vsedel na vlak pa šel naprej, nisem imel več tega občutka, da mi bo uspelo prehoditi celo. Čeprav načeloma se šteje, to, kar lahko prehodiš, če prehodiš, se šteje kot cela pot, ampak v sebi not pa ti manjka ta del, ne.
Torej, kaj še enkrat? Še enkrat cele, sigurno ne. Če že, bi mogoče šel prehoditi samo ta del, po drugi strani pa ta del, ko je zdaj bil požar, je že bil pogorel prej. Tako da bolj ali manj sem preskočil res samo te požgane dele. Tako da sem preskočil teh 500 kilometrov, ničesar, pač tam je požgano vse skupaj, ni živali, ni podrasti, ničesar ni in je tako malo depresivno, ko hodiš čez to, ker se nič ne dogaja. Tako da po drugi strani pa težje moglo tako biti, ne. Ste bili zaradi teh požarov kdaj v resni nevarnosti? Jaz bi rekel, da sem bil v resni nevarnosti ravno takrat, ko je pepel začel po meni padati, ker nisem imel občutka, kje je požar. Pač 2 dni sem bil v dimu, nisem se znal orientirati zdaj, od kod prihaja dim, ko začne pepel po tebi padati, ni več heca, ker pomeni, da je res blizu. Res pa je, da lahko veter ta pepel nosi več 10 kilometrov, tako da lahko da spet ni tako nevarno. Hvala Bogu sem pa takrat bil oddaljen od civilizacije enih 20 kilometrov, tako da sem hodil takrat do 3 zjutraj. Da sem prišel do te ceste, potem zjutraj me je, hvala Bogu, en pobral, ko živi tam blizu, ta gospod je bil star enih 60. Je rekel, da tukaj živi že enih 50 let na tem območju in še kaj takega ni videl. Res pa je, da ko ti hodiš čez dim, te začnejo kar boleti pljuča, isto zgubiš malo apetit, pač pa nič ne vidiš, ni razgledov, nič pač manjkajo določene stvari, ne. Kako pa ste se orientirali na tej poti? Sicer ste nekaj omenili, zdaj neke naprave, ampak jaz si predstavljam, da za ravno mobilnega telefona, signala, baterije, vsaj ne moreš imeti ves čas. Kako to gre? Ti imaš na telefonu zarisano pot. Ti kupiš to aplikacijo, pot stane, ne vem, 50 € in ti imaš na tej poti označeno praktično vse. Ti imaš označene, kje lahko spiš, to pomeni camp spote, potem vodo, naprimer ceste v civilizacijo, mesta imaš označena, kaj je noter, kaj lahko dobiš, kak je naprimer outfitter, da si kupiš novo opremo, da lahko naprej planiraš vse skupaj, ker na tej poti je res zelo dosti logistike. Ti se zjutraj zbudiš, sploh v puščavi, ti se zjutraj zbudiš, ti moraš narediti plan. Ti moraš vedeti, kje se boš ustavil, kje boš malcal, tam je voda, okej, tam je mogoče senca, ne vem, na določenih delih sploh ni bilo sence, tako da smo se pod kaktusi skrivali in se premikali tako po senci. Drugače pa, ja, pač lokacijo imaš, signala nimaš, lokacija vseeno je, tako da ti kaže pot, res pa je, da je pacifiška pot proti Apalaški zelo slabo označena, tako da sem se tudi dostikrat zgubil in to te kar zmoti. No, mislim, ti že tako hodiš in ko ti zalutaš naprimer 3 kilometre, pa še moraš iti pol 3 kilometre nazaj, zgubljaš čas, zgubljaš energijo. Tako da ja, bi si želel, da mogoče malo boljše označijo na določenih delih. Drugače pa ja, na telefonu imaš praktično vse. Telefon pa polniš Telefon na pa drevesu? polni z powerbankом. Telefon pa polni z powerbankom, fajn je, da imaš mogoče te solarne celice, da ga, ko je sonce, da ga daš, da ne izgublja toliko energije. Čeprav po drugi strani pa ne uporabljaš dosti telefona, tako da tudi prišpara zelo dosti energije, tako bom rekel. Logistiko ste omenili, ne? Torej, kje ste se vi zalagali s hrano, vodo pa drugimi potrebščinami? Zdaj v vsako civilizacijo, kaj prideš, imaš tam neko trgovino, tam si isto moraš se dol vsest, pogledati, koliko naprej je naslednja civilizacija, si izračunati, kdaj boš ti tam, fajn je imeti seveda nekaj več hrane vedno s sabo, ampak tam greš pol v trgovino, po enem mesecu bi jaz rekel, da nekje ugotoviš, kaj tvojemu telesu paše in pol ješ to hrano praktično 5 mesecev identično. Jaz sem imel isti zajtrk, isto malico, isto kosilo, isto večerjo, pol vsakič, ker sem videl, ok, to mi odgovarja, telo se mi dovolj regenerira, če to jem in to je to. In res pa je, da na pacifiški poti pa se zelo dosti vrti vse okrog denarja. Pač zahodna stran Amerike, vse gre okrog denarja, tako da je dosti dražja. Zato sem dostikrat šel naprimer v ta večjo trgovino Walmart, nabavo hrane za, ne vem, 4-5 tednov in sem si preko pošte naprej pošiljal pakete.
To pomeni, to hrana, kaj ostane, kaj lahko zapakiraš, ne vem, za en mesec in ostane, sem si poslal na pošte naprej, tako da sem v teh civilizacijah pol dvignil ta paket, dokupil še neke malenkosti, ja, in to je to. Pa na tej pacifiški poti ste tudi morali veliko izpoti, ne, da ste prišli potem sploh lahko do nekih teh servisov. Ja, dostikrat, naprimer, sploh Sierra Nevada, ko je gorovje, mislim, da je bilo najhujše celo, da smo mogli iti 12 kilometrov dol iz gore, kar pomeni tudi 2000 višincev dol, da si prišel do parkirišča, tam si štopal, to je pač klasika na teh poteh, da ti moraš štopati, ti si odvisen od ostalih tudi, od prijaznosti drugih, tako da tam so me pobrali, peljali do civilizacije, civilizacija je bila oddaljena od uro do uro pa pol vožnje, potem, ko si nabaviš hrano, pa vse skupaj mogoče tam prespiš, da se malo regeneriraš, pol pa spet nazaj in vse skupaj ti porabiš včasih tudi po dan, da si nabaviš hrano in da priješ na isto točko, da potem lahko dalje štartaš. Omenili ste hrano, kaj ste torej jedli? Jedel sem te dehidrirane testenine, tuno, potem zelo dosti sladkarij, ker rabiš sladkor, te tortilje zavijaš noter, stojne eno stvar, nutelo, te kikirikevo maslo, kaj še je bilo takega, sadja nekaj dosti, mogoče če sem si v civilizaciji vzel kako jabolko ali pa dve za zraven, ker je vseeno težka, pa ti ne da toliko kalorij, pač ti v trgovini vseeno gledaš, kaj ima čim več kalorij. Jaz v življenju nisem obračal tega, pa gledal, koliko je kalorij na bilo kaj. Tu pa moreš, ker tu si odvisen od teh kalorij, koliko boš pojedel, toliko boš dobil energije in to te bo gnalo pol naprej. Tako da, kaj bi še lahko rekel takega? Mogoče, kateri je bil največji gurmanski presežek, ki ste si ga lahko privoščili v tistih razmerah? Vzel sem si enkrat hrenovke in te, kaj je že njihov kruh za hot dog in sem si v tej bogi posodici noter te hrenovke skuhal in pač, to bi rekel, da je bilo najbolj gurmansko na poti. Drugače pa na Apalaški poti pa imaš več teh šelterov lesenih in tam imaš tudi gorišča in je gor tudi ta rešetka, na kateri lahko pečeš. Tako da tam sem si pa kako slanino vzel, da sem si slanino spražil, pa dal pol isto v tortiljo, da je pač malo spremembe bilo. Mogoče ta velik del poti je šel preko puščave, ne, ker je težava z vodo, ker je dehidracija zelo nevarna, ste že omenili. Kako ste v bistvu to reševali, pravzaprav dostop do vode in vsega? Zdaj, čez puščavo, na začetku bi rekel, da je kar dosti vode, kar dosti sence, potem kasneje se pa to začne počasi umirjati, vedno manj vode je, potem vzeli smo si vsake toliko oziroma vsaki dan smo si vzeli med 12. in 3. uro siesto, kot pravijo, polzo, nikamor. Mogel si isto splanirati, da si nekje zraven vode, da si se lahko tam najedel, dehidriral spet. Ne vem, jaz sem enkrat zračunal, da sem porabil v dnevu 9 litrov vode. Tako da voda je bil zelo veliki problem. Pardon, kako je bilo vprašanje? Kako ste prišli do vode, ne? Veliko je bilo planiranja, verjetno. Ja, planiranje dosti. Ti imaš na mapi označeno, da je tam voda, zdaj ni nujno, da je točno tam. Dostikrat moraš ti vodo najti, ne vem, da je kje pod kakim kamnom teče, kak izvir ali pa kaj. Dostikrat so kakšne luže, da ne moreš lepše reči, tako da pač piješ res umazano vodo, čez filter jo spustiš in to je praktično to. Zdaj, zaradi okusa vode pa je fajn, da daš mogoče kakšne elektrolite z okusom zraven, da pač res se ne zavedaš, kaj piješ, tako bom rekel. Ste kdaj videli Fata Morgano? Ne, mislim, da ne. Ni bilo take krize? Ni bilo take krize, ne. Okay. Zdaj, v bistvu ste omenjali, ne vem, en kup pripomočkov že, ki so od filtra do raznih naprav. Koliko je bil v bistvu težak nahrbtnik, ko ste bili polno opremljeni?
Zdaj v puščavi, kjer je bilo treba nositi tudi 4 do 5 litrov vode, je nahrbtnik tehtal tudi do 23 kg, kar pa posledično uničuje tudi nahrbtnik. Počasi se začnejo šivi parati, pač ta nahrbtnik je za dolge poti, je pohodniški, ampak 23 kg je pretežko, že za kolena, že za rame, kamoli za nahrbtnik, tako da meni je na primer nahrbtnik razpadel nekje po mesecu pa pol. Kasneje pa sem pol tudi malo menjal opremo, malo začel paziti, malo odvrgel dosti stvari, da sem bil čim lažji. Tako da ja, drugače pa zraven še imaš ogromno enih stvari, od šotora, spalke, podloge za spanje, filter smo rekli, potem kaki nož, sistem za kuhanje. Največ bi pa rekel, da tehta ravno ta hrana, ker hrane za 7 dni pač je dosti, to je teža. Zdaj, če greš ti, kako bi rekel, če greš ti bolj poceni čez to pot, nosiš težjo hrano. Zdaj, če si pa ti pripravljen za en obrok dati 12 €, pa dobiš te specialne obroke v trgovini, ki so pač, ne vem, 200 gramski, pa ima kalorij, ne vem, 1000, je malo drugače, ampak to sem zračunal pol, da je razlika v ceni skozi celotno pot 9000 €, tako da jaz si tega nisem mogel privoščiti, večina pohodnikov si tudi ne, tu pa tam vidiš koga, da ima ta luksus hrano. Kaj smo še nosili takega zraven? Oblačila, sigurno rabiš neka zimska oblačila, rabiš potem neko vetrovko, kratke hlače, dolge hlače, neko rezervno majico, da ima za spanje. To pa bo to. Koliko superg pa ste porabili, koliko vam jih je razpadlo oziroma koliko ste si jih morali kupiti na novo? Zdaj na pacifiški poti sem jih uničil 4, tako da ni bilo tako hudo. Kaj pa na Apalaški? Na Apalaški pa malo bolj divje. 5, 6, se ne vem več, mislim, da 5. Zdaj, na poteh tudi pomagajo tako imenovani trail angelsi, ki nastavljajo hrano, vodo, nudijo prevoz. Kako je bilo s tem na pacifiški poti? Ja, na pacifiški je tega malo manj. Jaz sem bil kar razočaran glede tega, ker na Apalaški poti je tega res ogromno. Ti si ne moreš predstavljati, na koliko različnih načinov ti ljudje tam pomagajo. Zato sem vseeno nekako pričakoval to pomoč iz strani teh trail angelsov in so me razočarali ravno zaradi tega, ker dosti od njih je zahtevalo od tebe denar. To pomeni, če mi ti nudiš prevoz, on reče, na primer, to je bila ena situacija, da sem nujno rabil prevoz iz civilizacije nazaj na pot, mislim, da je bilo enih 10 kilometrov in je bilo tam, ko sem prišel na cesto do civilizacije, je bila tako velika tabla, Trail Angels, vse za vas, pohodnike, samo pokličite, pomagamo. Sem mislil, dobro, bom jaz to izkoristil, sem poklical, je rekla, ja, ni problema, vse za vas, zdaj pridem takoj. Sem rekel, super, hvala lepa, no, mislim, se nazaj tako mudi, jaz bom pa čakal, vi meni uslugo delate. Pa rekla, sem se rekel, hvala lepa, se vidimo, pa rekla, a ja, samo to še, to bo $20. Tako da, te trail angelsi na pacifiški niso pravi trail angelsi, bi jaz rekel. Pravi trail angel je, ko ti pomaga in od tebe ne pričakuje ničesar. Dostikrat se zgodi, na primer, sploh na Apalaški, da ti si mu hotel dati denar. On je tebi, ne vem, ti si prišel na sredi poti, sredi ničesar, je on tam pekel hamburgere za tebe. In ti mu hočeš dati nekaj, da si on ne dela stroškov, oni ne bojo sprejeli ničesar. Dostikrat se mi je zgodilo, da mi je nekdo dal, ne vem, $20 na roko, pa rekel, na zapravi, zdaj ne vem, ali sem tako slabo zgledal ali kaj, ampak pač ja, bi rekel, da je zelo razlika, tako sem rekel, zahodni del Amerike, vse se vrti okrog denarja, ni toliko pomoči, istočasno pa je dosti večja divjina na tej pacifiški, tako da ni toliko cest. Zdaj na Apalaški so zelo dosti na kakih stranskih cestah nastavljali te zmrzovalne skrinje, no te čakala pijača, sploh če si hodil po noči. Ko si ti prišel do te skrinje, si videl, to je bilo vedno moment, odpreš pa upaš, da je nekaj noter, ne. Tako da odpreš, če je Coca-Cola noter, to je nekaj najboljšega, da ti dvigne sladkor, v
10 minutah si ti poln energije. Tako da, ja, bi rekel, da mi je to malo manjkalo, sigurno. Zdaj, zatočišč, ker bi lahko spali na tej pacifiški poti, tudi ni bilo, ne? Bili ste vi in milo nebo. Ste lahko mirno spali, glede na to, da bi vas lahko zmotila kakšna žival, vremenski pogoji, ne? Nazadnje požar, kar sva se že pogovarjala. Ja, zdaj tako bi rekel, ko si ti sam, je sigurno malo težje zaspati, ko si pa ti v družbi. Ko si ti v družbi, ni problem. Ko pride medved, če se 2-3 začnejo dreti, bo medved takoj pobegnil. Ko si pa ti sam, pa vseeno tebe bo zbudil. 1 na 1 sta, jaz na primer spal sem v šotoru parkrat mogoče, res ta cowboy camp meni odgovarja, jaz si, ne vem, ob drevo si naslonim nahrbtnik, podlogo za spanje in potem spiš pod milim nebom. V puščavi sploh nisem hotel odpreti, postaviti šotora, ker je bilo toliko zvezd, toliko enih utrinkov, da bi bilo škoda dejansko postavljati šotor. Drugače pa ja, skozi imaš to nekaj ob strani v glavi, da kaj če pa pride, pač, ko spiš ti na nahrbtniku, ti moraš spati na svoji hrani, če ti medved, dostikrat se je zgodilo na Apalaški, pravijo, da moraš obešati to hrano, zdaj dostikrat se je zgodilo, da je medved vzel to hrano sredi noči, ti imaš do civilizacije na primer 2 dni in si ti brez hrane. In ko sem jaz videl te ljudi, ko po 2 dni hodijo brez hrane, ne vem, 60 kilometrov vse skupaj, zelo slabo so izgledali in ko sem jaz prvega videl, sem rekel, ok, pri meni se to ne bo zgodilo, sigurno ne, in sem nehal obešati hrano. Zdaj na Pacifiški edino, kaj smo mogli na določenem delu imeti hrano v tem bear box, bear canister se reče, to je taka plastični zabojnik, kjer imaš ti hrano, da medved ne more do nje. Res pa je, da ko ti spiš na svojem nahrbtniku, hrana je pod tabo, tako da zna se zgoditi, da če medved zavoha to hrano, si jo lahko vzame, lahko zleti šapa in lahko zadene tebe. Tako da jaz bi rekel, da ko si sam, imaš skozi nekaj ob strani v glavi, pač lahko se zgodi, ampak probaš pač to odmisliti, ker tako ne moreš zaspati drugače. Mislim, da se mi je 1 ali 2 samo zgodilo, da sem imel občutek, da bo res prišel medved, ker je bilo popolno mesto za medveda, tam je bil lepo potok, gozd, tudi v komentarjih na tej aplikaciji, kjer imaš mapo, lahko puščaš komentarje, tako da sem na komentarjih videl, da je dosti medvedov tam, tako da sem, ne vem, ob 11 zvečer, sem rekel, nič, postavil bom šotor, vseeno se malo bolj varnega počutiš v šotoru, ko si obdan, tako da, ja, potem so še pa tudi druge živali, ne vem, ko nisi v šotoru, imaš potem še tu pajke, kača sigurno ne bo prišla do tebe, kača se odmakne, ampak pajek išče toploto, škorpijon išče toploto. Ste imeli kakšna srečanja torej s pajki, škorpijoni? S pajki, škorpijoni, hvala Bogu, ne, sem se pa zbudil z ptičem na sebi gor, tak ptič velikosti galeba je pristal na meni, tam me je zbudil. Žaba je skakala po meni, tudi potem kasneje v Oregonu in Washingtonu so problem miši, tako da sredi noči čutiš, da je miš okrog tebe, slišiš to glodanje, nekaj ti bo vzela, nekaj ti bo uničila, potem dostikrat skoči na tebe gor, ampak pač, ko se začnejo te miši, pa to, tudi če postaviš ti šotor, ko ona zavoha hrano in ko ti zaspiš, ona je pripravljena iti čez šotor, čez nahrbtnik, da prije do te hrane, večinakrat ne najde izhoda ven, tako da še naredi 2-3 dodatne luknje in to je pol lahko stroška, ne vem, za 1000 evrov takoj. Zdaj, če prav razumem, na tej pacifiški poti ni bilo toliko teh nevarnih živali v bistvu, ne? Medvedov, jaz osebno jih nisem dosti videl, pač klopotač je bilo dosti, puščava je vseeno, videl sem, mislim, da 8 klopotač, 9, ampak pač klopotače te samo prvih par, ko jih vidiš v življenju, te zmrazi, potem se pa nekako ti navadiš na to. Ti postaneš malo flegma, tudi malo samozavest zraste, tako da pač, ko slišiš ta rep, kača te tako opozori, klopotače te opozori z tem repom, tako da ko ti zaslišiš ta rep, tako poznaš ta zvok, tako da obstojiš in pač pogledaš situacijo, kje je ta kača, da ja se ji ne približaš, kar pa je največja zanimivost pri tej klopotači, da te gleda direktno v oči in te ne nas pusti stran, skozi je v tej poziciji S,
da napade, če pride do te situacije in te gleda v oči in te ne spusti. Hipnotizira dobesedno. Jaz sem bil tako presenečen, ko sem to prvič videl, ko sem se še tako malo pomikal na stran, da mi pa ona sledi do konca, res. Mogoče pa še zdaj sva te nevarnosti in težave omenjala. Kaj pa najlepši trenutki, katere si boste zavedno zapomnili? Najlepši trenutki tudi sigurno Sierra Nevada, to gorovje je res ko v pravljici, pač prav težko je povedati, opisati, pač to je gorovje, jezero na jezero. Jaz sem na primer tam, res je, da sem bil dosti sam, ampak sem tudi užival sam. Na primer, jaz sem najbolj, kaj si bom zapomnil, ravno ta kopanja na 3800 metrov, da ti daš vse dol, ko si že utrujen, prešvican, ti daš vse dol, si daš kuhat hrano, pol pa skočiš noter v to jezero, niti ni tako hudo hladno, kot bi si mislil, okrog tebe je sneg, led, ti pa se kopaš v jezero. To je bil en takih momentov. Drugače pa ja, ta lepota, res narava, kaj imajo v Ameriki in v teh nacionalnih gozdovih je wow. Res je. Se vam zdi, da ste po teh preizkušnjah bolj povezani z naravo? Sigurno. Ja, sigurno. Pač dosti rajši grem v naravo. Pač po eni strani prav rabim jo. Zdaj, na primer, zadnje čase zelo dosti delam, nimam časa za to, zato pač vsake toliko si moram vzeti, na primer, vikend, podaljšan vikend, da presekam vse skupaj, grem v naravo, neki sprehodi, tudi mogoče, pač ko sem prišel nazaj za Palaške, se je večkrat zgodilo, da sem šel spat v gozd, ne, čeprav se to malo čudno sliši, ampak jaz sem si napel visečo mrežo in sem spal v gozdu, tam blizu mene, ampak jaz sem to rabil, pač povezan si z naravo. Ko se zjutraj zbudiš, si pol ko drugi človek, napolnite z energijo, nadihaš se tega zraka, tako da ja, sigurno. Dejali ste že nekje, da ste za to pacifiško pot porabili 13 000 evrov. To se mi zdi pač ogromno, čeprav zdaj, kar ste vse razlagali že sproti, mi je že postaja jasno, zakaj v bistvu vas ta denar. Ja, jaz nisem materialist, daleč od tega, pač jaz res delam cele dneve, da zaslužim ta denar, da ga tudi pol zapravim, ampak jaz ga ne zapravim na primer na dobrih avtih, na nekih oblačilih ali pa kaj takega, jaz zapravim to na potovanjih večinoma. Res pa je, da se moram zahvaliti 3 sponzorjem, kateri so mi to omogočili, Diate, potem Vodoteh in pa Italko Keramika, ker brez njih sigurno ne bi prišel, ne bi mogel iti na to pot, ravno zaradi te operacije kolena, ker sem mogel delo dati na stran za 4 mesece, tako da ni bilo prihodka, bili so samo odhodki. Tako da ja, stane dosti, ampak bilo kdaj me kdo vpraša, kaj glede denarja, rečem, da ni mi centa žal. Ni mi enega centa žal za to, kaj sem porabil na potovanjih, sploh na teh poteh, ker denar še vedno lahko zaslužim nazaj, te poti pa pač ti dajo toliko, da res več kot bilo kaj drugega, kot bi rekel, ko lahko zapraviš. Ja, ta znesek pač preseneti, zato ker pač si mislimo, ste v tujini, kaj ste sploh rabili denar. Ja, pač to je glih to, ker si misliš, backpackanje je dejansko najbolj poceni oblika potovanja. Zato tudi mene je presenetilo, jaz sem pričakoval, da bo, ne vem, prva pot stala nekje 8000 maksimum z opremo pa vse skupaj, in jaz, ko sem prišel domov. Jaz na primer sploh na banko nisem gledal. Jaz sem pogledal na banko prvič po 4 mesecih. In takrat je mene kap, ne, tako mala. Tako da, ja, takrat sem videl, da se pač dosti več zapravi, ko sem pričakoval, ampak pač, tako sem rekel, priden sem, ni mi problem delati, uživam v svojem delu, tako da ta denar bom nazaj zaslužil, tako da ja. Ga že pridno služite, ne? Ga že pridno služim, ja. Kakšne ljudi pa ste srečevali na teh poteh, torej potnike so tiste, ki so hodili z vami in ob vami in mimo vas? Ja, to je Amerika, to je najlažje reči, 100 ljudi, 100 čudi. Ravno zaradi tega, ker pač različni ljudje grejo na to pot, eni imajo probleme, drugi pridejo sem zaradi tega, ker ne vejo, kaj bi v življenju, ne vem, tretji so zaključili šolo, pa so vzeli 1 leto fraj.
pač dosti različnih ljudi je, sploh tako zdaj Amerika, pač drugačni so, dosti bolj so, kako bi rekel, zgovorni, hitro se ti odprejo. Tako da jaz sem bil kar šokiran malo na začetku, ko sem šel prvič v Ameriko, ker, ne vem, ljudje ti povejo take stvari, katere jaz ne bi, pa te poznajo 2 minuti. Tako da se ti odprejo, ti slišiš 101 zgodbo. Tako da, ja, 100 ljudi, 100 čudi. Kot ste omenili, ste pa bili 12 tednov na pacifiški poti sami seboj. Kako ste takrat premagovali osamljenost, da niste popolnoma zblazneli? Najlažje mi je bilo tako, da sem si ravno poslušal te podcaste, tudi dosti knjig sem preposlušal, tudi glasba. Pač, ko hodiš ravno na teh poteh, je tudi tako, da ko ti hodiš, ti padeš v en ta trans. In čas samo gre, ti točno veš, ti razmišljaš dosti stvari, hodiš istočasno, ampak dostikrat se zgodi, da na primer se ustaviš, se ne vem, kje sem zdaj bil, čez kaj sem šel, sploh nisem nič videl, sploh se ne spomnim, kdaj sem na zadnje nogo dvignil, ti pač samo greš, v glavi imaš, razmišljaš stvari, dosti bolj vizualiziraš, ko si sam s sabo, ko res dosti razmišljaš, dosti lažje vizualiziraš stvari. Tako da dostikrat ti odplavaš v mislih, si nekje čist drugje, ampak istočasno pa ti hodiš. Tako da tako nekako ubiješ ta čas, to samoto, drugače pa, tako sem rekel, glasba, podcasti, knjige, to mi je zelo pomagalo, naprimer, če ti poslušaš, če knjiga traja 13-14 ur, pa ti poslušaš, ne vem, 7 ur na dan, jo imaš ti preposlušano v dveh dneh, ne. Sploh če je zanimiva, te kar hitro potegne, tako da tako je bilo nekako najlažje, da se malo zamotiš. Kakšna prijateljstva ste stkali? Trdna prijateljstva, sigurno, pač na Apalaški poti sploh, ko sem spoznal tega fanta iz Nemčije, Soulesa, z njim sem prehodil več kot 2500 kilometrov, skupaj smo hodila, mislim, da nekje 4 mesece. Tako da, to bi si upal reči, da je tista najbolj trdna vez od vseh pohodnikov, ampak istočasno pa vseeno zelo dosti ljudi. Sem spoznal zelo dosti ljudi, na katere se tudi lahko zanesem, če sem v Ameriki, sigurno lahko pokličem njih, mi bojo nudili prenočišče, vzeli si bojo tudi en teden fraj za mene, mi bi razkazali vse, tako da jaz bi rekel, da se dosti bolj povežeš na teh poteh ravno zaradi tega, ker si, kako bi rekel, v istem stranju. Več, ti si tam, tudi če kaj rabiš civilizacije, ti tega nimaš in ti si moraš pomagati na teh poteh. Na teh poteh tudi vidiš, da vseeno še dobri ljudje obstajajo. Res si pomagaš, moraš en drugemu hrbet kriti, naprimer, tako sem rekel, Mountain Washington, ledena nevihta, bili smo v tem emergency shelteru, mislim, da 43 ur, jaz sem imel že visečo mrežo, jaz nisem imel nikjer zaspati, jaz bi spal na golem lesu in to je to in jaz sem pol na koncu mi je ta Soules ravno odstopil, oziroma delil njegovo podlogo za spanje in smo pol se obrnili na kontra, da smo dali riti skupaj in dejansko drug drugega grela, ker če ven je bilo, tako sem rekel, -15, noter je bilo -3 in ko si ti na -3, 43 ur, tebe zazebe, ni to, da greš ven pa prideš pol nazaj na toplo, ti si tam in to je pač. Ja, jaz bi rekel, sigurno pač spoznal sem ogromno enih dobrih ljudi in vesel sem, da je tako. Verjetno sta gola bila Ne. skupaj, pri filmih vidimo tako. Ja, ponavadi pravijo koža na kožo, gre najboljše, ampak ne, vsak svoji spalki, kontra obrjena in pol tako riti skupaj, mi da smo se zabavali, da je to pozicija Tetris, da se tako skupaj daš, da se res pol telesa grejo en drugega, da ne izgubljaš to temperaturo. Tako da nisem si nikoli mislil, da bom prišel do tega momenta, da bom mogel z moškim tako ležati, ampak ko gre za preživetje, ti ne razmišljaš o ničemer drugem, tako da ja, sem vesel, da je bil tam in hvala mu še enkrat, da mi je odstopil to podlogo, ker ne vem, kako bi se končalo. Mogoče kakšen je vaš pogled na Ameriko, kako ste jo doživeli?
zelo tako kontradiktorno se mi zdi, po eni strani čudovito, po drugi strani Ja, pa tudi kakšne grenke izkušnje. jaz skozi pravim, mi smo Amerika za Ameriko. Sploh zdaj, ko sem preživel vse skupaj 11 mesecev v Ameriki, pač vesel sem, da sem šel prvo na vzhodno stran Amerike, ker je vseeno doživiš malo več kulture, sploh ta južni del še je malo tak ameriški stil, zdaj zahodni del pa bi rekel, da je kar umeten, tako sem rekel, vse se vrti okrog denarja, nič ni kaj starega, vse na novo nareto, vse te mesta so nedolgo nazaj postavljena, tako da na zahodnem delu bi rekel, da mi je malo manjkalo te kulture ameriške, na vzhodnem delu pa je kar občutna, sploh to na primer orožje ali pa kaj takega, jaz sem pač, ko sem vedel, da grem v Ameriko, jaz sem rekel, jaz ne grem z Amerike prej, dokler ne vstrelim s pištolo. To se je zgodilo na primer na eno random kmetijo, sem šel napolniti vodo in sem pol na koncu končal, da sem z 6 ali 7 kosi orožja streljal, tako da Kaj so ponudili tam? Ponudili, no mislim, domačini? ravno ta Nemec, ta Soulis je stegnil jezik in je rekel, če lahko jaz prvič v življenju strelim s pištolo, in ta človek je meni dal en najbolj takih razočaranih pogledov v življenje, kaj res nikoli še nisi vstrelil, kao mehkužec, nikoli še nisi vstrelil z orožjem. Tako da na koncu sem bil tam urco pa pol. Tako da po eni strani bi rekel, da je tak Amerika kar divja, zelo lepa narava, prekrasna vse skupaj, po drugi strani pa ne bi v življenju tam živel ravno tudi zaradi tega orožja pa vsega, ker sem dobil občutek, da si noben ne zaupa drug drugemu. Pač, da ti greš v park, pa ti nosiš na sebi orožje, meni malo tak, ne. Ti se ne počutiš varnega, tudi zdaj, na primer, na tej pacifiške poti v glavnem mestu Kalifornije, Sacramento, se jaz bi rekel, prvič v življenju nisem počutil varnega. Jaz sem na 20 sekund gledal čez ramo, jaz sem samo čakal, da mi en skoči zadaj na mene gor, ker res tam vidiš ljudi, točno zdaj na televiziji se prikažejo nekaj, ampak ne tako, ko prideš tja, na primer, isto Los Angeles, tam je toliko zdaj tega brezdomstva, droge v Ameriki, tu je pač, tam, ko vidiš te ljudi, ti ni vseeno, ti ne veš, kaj njim v glavi dogaja, ti ne veš, če ima on orožje na sebi, ti samo veš, da ga ti nimaš. In da si pač, tako da po eni strani ful navdušen nad Ameriko, po drugi strani zelo razočaran, ravno zaradi tega, ker kot otrok ti gledaš te filme, ti gledaš ta New York, Miami, Hollywood, ti sanjaš o Ameriki, skozi sem imel nekako v glavi, ja, to je obljubljena dežela. Pol pa prijem tja, pa si mislim, pri nas je dosti lepše, dosti boljše. Ti greš pri nas v trgovino, nekoga boš poznal, se boš pogovarjal malo, šel na kavo, tam ni, tam vsak svojo stvar dela in gre za sebe. Res je, da so odprti, tako sem rekel, ful hitro se začne s tabo pogovarjati, ampak po drugi strani pa, kako bi rekel, niso tako komunikativni kot mi. Ne, ja, v bistvu oni ti izlijejo, oni ti izlijejo duše, potem pa ja, nekaj zamoti, se ja, vrnejo in to je to. to je ja. to. Točno tako, ja, To je točno to. tako, ja. Ničesar ni bilo. Ja, psiholog si njihov za pač tistih 5 minut, ne, brezplačen. Ja. Mogoče kako so vas spremenile te preizkušnje, kaj so vam dale? Kot prvo moram reči sigurno samozavest, ravno zaradi tega, jaz si zdaj vedno rečem, ko pride težki trenutek, če ti je uspelo iti čez Apalaško pot pa Pacifiško, ti bo tudi to uspelo. Tako da to mi je neka motivacija zdaj v življenju. Kot drugo, tako sem že rekel, začel sem ceniti stvari, katerih prej nisem. Jaz bilo kdaj grem pod tuš, jaz si rečem, ja. Ja, ko si ti enkrat, na primer, zdaj, ne vem, se s tem hvala, ampak ko si ti 18 dni ne nas tuširaš, ne, na poti, ker pač ni bilo možnosti, ti začneš ceniti tuš. Ti začneš, na primer, ko te tudi zebe, 3 tedne zapored, ko tebe zebe, ko cel dan razmišljaš, upam, da ne bo hladno po noči. In ko se ti vležeš poslo, tudi danes, na primer, točno vem, ko sem zvečer zvlegal poslo, sem rekel, ja, mehki jogi, to je prvo, streha nad glavo, po meni ne napiha, ne se rajem sikira, da mi bojo miši kaj pojedle. Tako da,
take stvari, na katere prej v življenju sploh pomislil ne bi, sem začel ceniti. Tudi ko odpreš hladilnik, ti imaš stojno eno stvar. Jaz sem pa tam jedel, na primer, tako sem rekel, jaz sem skozi jedel isto. Sem mogoče malo zamenjeval stvari, pač ni bila dehidrirana testenina z piščancem, ampak je bilo za govedino. Pač ne, to je to. Tako da ja, to bi rekel, samozavest, potem to, kako sem že rekel? Pardon. Da ceniš stvari, da se začneš pač zavedati da veliko pomenijo te samoumevnosti. Ja, tako bi rekel. Pa mogoče vam je verjetno tudi, potrdili ste se tudi to fizično zmožnost verjetno, ne? Nisva še rekla, koliko teh višinskih metrov ste v bistvu premagovali vse skupaj na Apalaški, na Pacifiški poti? Zdaj na Apalaški poti je rečeno, da je višincev 143,000, kar pomeni, da je isto, kot da se iz gladine morja 16-krat pospeš na Mount Everest in dol. Pač človek bi si mislil, da skozi 3500 km, da se to kar porazdeli, pa se ne. To Apalaška pot je res bila gor, dol, gor, dol. Jaz sem točno vedel, jaz sem prišel dol do reke, jaz sem točno vedel, kak je reka, evo, zdaj gremo gor. In jaz dejansko se takrat sploh nisem vedel, v kaj se spuščam, tako da jaz sem šel na to pot, ene stvari nisem pogledal, ene stvari nisem prebral, ravno zaradi tega, ker sem hotel biti presenečen. Jaz sem edino, s kom sem se pogovarjal, z mojo mentorico Jero Mušič, to je druga Slovenka, katera je prehodila pot, tudi ona mi ni hotela nekaj preveč povedati, rekla, se boš videl, doživel boš to in hvaležen boš, da ti ne bom preveč povedala, ne. Tako da ja, višincev na Apalaški poti je, mislim, da polovico več kot na Pacifiški, tako da Pacifiška je dosti bolj položna, daljša, bi pa rekel tudi, da ni toliko težkih vzponov. Zdaj, kljub temu, da sem šel na Mountain Whitney, to je najvišja gora v Ameriki, če ne štejemo Alaske, ker Američani zelo neradi štejejo zraven. Mislim, da je bilo 4421 metrov, če se ne motim. 4421 metrov, da je Mountain Whitney in bi rekel, da sem na Apalaški poti šel čez kaki hujši vzpon kot to, ker je tako enakomerno cik-cak, tako da ni takih težkih vzponov na Pacifiški kot na Apalaški in ja, bi rekel, da se na Pacifiški res to porazdeli lepo. Sedaj ste doma in ste se ponovno vrgli v delo, cele dneve polagate ploščice. Res je. Koliko pogrešate svobodo in divjino? Zaenkrat še ne preveč, tako bi rekel. Tako hudo je bilo na koncu, taki šoki so bili te zadnji mesec sploh na poti, da sem res odšteval dneve, kdaj prijem domov. Dostikrat sem tudi razmišljal, rajši bi bil v kopalnici, polagal ploščice, ko pa da sem zdaj tu na mrazu sam. Tako da še ne preveč, ampak vem, da bo sigurno prišlo zadaj. Pač jaz sem ene redkih, ko res uživa s svojim delom, meni ni problem tega delati. Tako da, kaj bi rekel, ni problem, ne. Kaj pa bo naslednji izziv? Ja, zdaj bom malo na glas razmišljal, zdaj situacija je taka, da ostaja še ena pot v Ameriki, Continental Divide pot, to je potem tretja najdaljša, kar je, in v Ameriki je tako, da če prehodiš vse tri, dobiš naziv Triple Crowner. Ta naziv je v Ameriki, kot bi rekel, pač najvišji pohodniški naziv, kateri ti pomaga tudi pri iskanju službe in vse, pač res tam to res dosti pomeni. Slovenca še trenutno ni, ko je to naredil, ko mu je to uspelo, tako da mogoče bom šel na to, ker vseeno imam 2 prehojeni od 3. Je pa pogoj, da najdem nekoga, da pride z mano, ker čez to samo to jaz več ne grem. Tako da zdaj malo sprašujem ljudi, ki sem jih spoznal skozi obe poti, če bi kdo šel z mano na to pot, da ne grem sam. Če se zgodi, da ne najdem nobenega, pa bom verjetno šel peš čez Novo Zelandijo. Tam je tudi ena taka pot podobna temu, samo pač razlika je v tem, da bo čisto druga kultura, čisto druga narava in
tega se po eni strani malo bolj veselim, ker Ameriko sem spoznal že, videl sem in vzhodni in zahodni del, šel sem čez 19-20 statov vse skupaj, tako da Nove Zelandije še pa ne poznam in se mi zdi, da bi mogoče malo bolj tam užival nekaj novega, res pa je, da tam ni niti ene živali, kjer bi ti lahko kaj naredila, ne. Nova Zelandija je res taka mirna država, bom rekel. Kaj pa kakšen japonski Kumano Kodo? Sem tudi že gledal, japonski Kamino obstaja, ali kak je to? Kumano Kodo. Kumano Kodo, to je to, ja, sem ga tudi že gledal, ampak tista malo krajše, če se ne motim. Zdaj ne vem točno, kakšni so kilometri, mislim, da malo krajši ta japonski, tako da jaz sem si rekel, da še eno dolgo pot še grem prehoditi. Zdaj ali bo to Nova Zelandija, ali bo to Triple Crown v Ameriki čez Continental Divide. Potem pa sem jaz tudi počasi malo ustalil nekaj stvara, tak, ne. Ja, ta Kumano Kodo je bolj kamilica, verjetno. Ja, Tam pač je jaz- bolj za upokojenska leta. Ja, jaz pravim Kamino, svaka čast vsakemu, ko ga prehodi, je vse, tudi jaz sem ga, takrat se mi je zdelo, ni tako težko, ampak ko zdaj primerjam za Palaško ali pa s Pacifiško, je pa 1:1.000.000, ker ti tam spiš vsak dan v topli posli, ti vsak dan ješ, ti se vsak dan stuširaš, nahrbtnik ima mogoče, ne vem, 10 kil, maksimum 15, tako da ja, na teh daljših poteh pa si ti v divjini, pač res je, da vidiš dosti lepše stvari, dosti več narave pa tega, ampak si pač, to je dejansko preživetje v naravi in ja, kamilica, tako ste rekli, ja. To sem pozabila še vprašati, mogoče ste se vi pripravljali kaj sploh na te poti? Fizično? Na Apalaško pot se nisem sploh pripravljal, dvakrat sem šel na Pohorje in to je to. Na Pacifiško pot sem pa se pripravljal, ker sem se mogel ravno zaradi kolena, zaradi operacije, jaz takrat, ko sem se zbudil z narkoze 3. januarja, prvo vprašanje, kaj je bilo kirurga, je bilo, če lahko grem peš iz Mehike do Kanade letos, aprila, maja. In on me je samo pogledal pa rekel, pa ti nisi normalen, res. To je prva stvar, kaj tebe zanima zdaj po operaciji, ne če je šlo v redu ali pa kaj, samo če lahko ti greš. In sem rekel pač, ja, je možno ali ni možno, je rekel pač možno je, ampak moraš začeti trenirati zdaj. Pač pusti še kaki teden, da se zaceli vse skupaj, potem pa začni delati, začni raztegovati, idi fitness, začni krepiti mišice ob strani, ker ravno ta meniskosti skupaj stisnejo te mišice. Tako da bi rekel, 3 mesece sem se sigurno kar pripravljal, res. In redno Pohorje in fitness 5-krat na dan sigurno, poudarek na nogah, tako da ja, na to pot sem se pripravljal, ja. Kaj bi svetovali nekomu, ki ga mika, ta pot pa nima pojma, ali bi zmogel in kako se stvari lotiti? Če te je pot poklicala, bi jaz rekel, samo idi. Ne preveč razmišljati, denar se bo vrnil, boš zapravil nekaj, ampak denar se bo sigurno vrnil v kratkem, tako da če rabijo bilo kako pomoč, bilo kaki nasvet, jaz sem tu, komot se z njimi dol sedem na kavi, razložim, ne preveč, ampak dovolj. Tako da ja, pač je pa ena stvar, pač, ko se odločiš, da greš na to pot, moraš biti 100% prepričan, ker drugače ne boš cele prehodu, ker tako sem rekel, tu pridejo taki hudi časi, poškodbe, ne vem, jaz sem šepal celi mesec, take bolečine sem imel, slike od stopal boljše, da ne pokažem, ker so katastrofa, ampak to se vse zaceli, to pa vseeno, ko ti prehodiš eno tako pot in ti nekaj tega uspe v življenju, pa vseeno ostane v tebi, tako da če začutiš to, če te pot pokliče, samo idi. Naj s to mislijo zaključimo. Hvala, Luka, da ste prišli in se udeležili našega podcasta. Hvala vam. Spoštovani poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke, vam pa hvala za pozornost in naročite se na podcast Trinkljšpil prek YouTubea in kanalov za podcaste ter nas spremljajte na www.večer.com. Se beremo.